Vračanje izposojenega gradiva, ki je rezervirano, se v knjižnicah s prevzemnimi mesti odvija nekoliko drugače. Razlog za to je, da bi se izognili nepotrebnemu vračanju gradiva v matični oddelek in da bi se gradivo čim prej dodelilo naslednjemu članu. Za razliko od knjižnic brez prevzemnih mest se v knjižnicah s prevzemnimi mesti ob vračanju rezerviranega gradiva vedno kreira rezervacija s statusom O ali statusom v oddelku vračanja gradiva. Po potrebi se dodeli ali briše tudi medoddelčno izposoje. Izpiše se tudi ustrezen listek s podatki o rezervaciji in prevzemnem mestu, ki se vstavi v gradivo. Glede na status in prevzemno mesto se gradivo razporedi v ločene skupine. Status V nastane v primeru, če vračamo gradivo v istem oddelku, kot je oddelek prevzemnega mesta za rezervirano gradivo. In če je tip prevzemnega mesta rezerviranega gradiva prevzem gradiva in če ne vračamo gradiva na knjigomatu. V vseh ostalih primerih nastane rezervacija s statusom O. Če je tip prevzemnega mesta dostava gradiva, se bo status rezerviranega gradiva spremenil ob obdelavi gradiva v oknu pripravi gradivo za prevzem ali dostavo. Če pa je prevzemno mesto tipa prevzem gradiva v paketniku in je paketnik integriran s COBIS-3, se bo sta statusa V in C dodeljevala samodejno ob dostavi gradiva v paketnik strani knjižničarja in ob prevzemu gradiva iz paketnika strani člana. Poglejmo si nekaj konkretnih primerov. V prvi vrsti imamo stanje izhodiščno, medtem ko v drugi vrsti imamo stanje po vračanju rezerviranega gradiva. Se pravi, nastopajo matični oddelek 21, gostiteljski oddelek 20 in tretji oddelek 23. Začetno stanje je torej tako, da imamo gradivo medoddelčno izposojeno v gostiteljskem oddelku, hkrati pa imamo gradivo rezervirano v matičnem oddelku s prevzemnim mestom za tretji oddelek. Po vračanju izposojenega gradiva v gostiteljskem oddelku bo nastala rezervacija O v gostiteljskem oddelku za prevzemno mesto 23. Na kar bo treba rezervirano gradivo tukaj obdelati, ker se je vrnilo, in ga potem prenesti, prepeljati iz gostiteljskega oddelka v tretji oddelek. Poskusimo sedaj izvesti celoten primer. Torej, nahajamo se v matičnem oddelku in napravimo najprej medoddelčno izposojo. Izposodimo to gradivo. Potem to gradivo tudi rezervirajmo in navedimo prevzemno mesto 23. Zdaj se premaknemo v gostiteljski oddelek. V gostiteljskem oddelku izposodimo gradivo. In zdaj imamo stanje takšno, kot smo ga v primeru navedli. Poglejmo. Se pravi, medoddelčno izposojo v Šiško, v oddelek 20, izposojo in rezervacijo v matičnem oddelku. Zdaj vrnemo gradivo v gostiteljskem oddelku 20. Član ni bil obveščen, saj gradivo še ni na prevzemnem mestu, na katerem želi član prevzeti gradivo. Če pogledamo, kaj se je zdaj zgodilo pri članu, ki je imel rezervirano gradivo. Član je imel rezervirano gradivo v matičnem oddelku, zdaj je nastala rezervacija O v gostiteljskem oddelku in za Vodice. Se pravi, zdaj smo napravili vračilo v gostiteljskem oddelku,
Dobili smo takoj tu rezervacijo z statusom O in zdaj lahko tudi na hitro pogledamo, kako gre nadaljnji postopek do konca, se pravi, zdaj bi lahko obdelali gradivo in tako naprej. Najprej se prestavimo v tretji oddelek, oddelek 23 Vodice. Tukaj pripravimo gradivo za prevzem, torej tukaj nas že čaka za prevzem. V redu. Če zdaj pogledamo, to je gradivo s statusom V, in če pogledamo natančneje, se pravi, medoddelčno je zdaj gradivo izposojeno v tretji oddelek, se pravi, ne več v gostiteljskega 20, ampak v tretji oddelek 23 in ima status V. Rezervacije seveda več ni. Zdaj lahko gradivo normalno izposodimo, član je bil obveščen o prehodu v status V in s tem je ta primer zaključen. Poglejmo si naslednji primer vračila rezerviranega gradiva v primeru prevzemnih mest. Matični oddelek je oddelek 21, gostiteljski oddelek je oddelek 20. V prvi vrsti imamo izhodiščno stanje, se pravi, gradivo je medoddelčno izposojeno v gostiteljski oddelek in v matičnem oddelku rezervirano z prevzemnim mestom v matičnem oddelku. Gradivo je ravno tako izposojeno v gostiteljskem oddelku. In vrnili ga bomo pa v matičnem oddelku. Poglejmo si primer. Nahajamo se v matičnem oddelku, najprej opravimo medoddelčno izposojo. Hkrati lahko napravimo tudi rezervacijo v matičnem oddelku za matični oddelek. Premaknemo se v gostiteljski oddelek 20. Tukaj izposodimo gradivo. Gradivo je izposojeno. In zdaj smo rekli, da ga bomo vrnili v matičnem oddelku 21. Tako je. In če pogledamo, kakšno je stanje pri članu, ki je imel rezervirano gradivo, njemu se je zdaj v matičnem oddelku postavil status V. Če preverimo, se pravi, ni več medoddelčne izposoje, ostane samo status v matičnem oddelku. Gradivo je takoj pripravljeno za člana in član je že obveščen. Poglejmo še en primer vračanja rezerviranega gradiva v primeru prevzemnih mest. Spet imamo matični oddelek 21, gostiteljski oddelek 20. Začetno stanje je, da je gradivo v gostiteljskem oddelku izposojeno, se pravi, v samem gostiteljskem oddelku je izposojeno, v matičnem oddelku je pa rezervirano s prevzemnim mestom v gostiteljskem oddelku. Gradivo se bo vrnilo v gostiteljskem oddelku in direktno prešlo v status V. Poglejmo si primer. Torej, nahajamo se v matičnem oddelku, najprej napravimo medoddelčno izposojo. In potem napravimo še rezervacijo. Z tem, da v gostiteljskem oddelku napravimo prevzemno mesto. Premaknemo se v gostiteljski oddelek. Še tukaj izposodimo gradivo.
Pogledamo še enkrat izhodiščno stanje, se pravi medodelčna izposoja v gostiteljski oddelek 20, izposojeno pri članu in rezervirano v matičnem oddelku. Se pravi, nahajamo se v gostiteljskem oddelku in tukaj bomo tudi vrnili gradivo. Pogledamo pri članu, ki je imel gradivo rezervirano, zdaj rezervirano v statusu V, šiška, če pregledamo natančneje, se pravi, ostala je medodelčna izposoja in gradivo je prešlo v status V, rezervacije R pa več ni. Od tod, ko je gradivo v statusu V, gre izposoja po običajni poti naprej. Še en primer vračanja rezerviranega gradiva s prevzemnimi mesti si oglejmo. Spet imamo matični oddelek 21, gostiteljski oddelek 20 in tretji oddelek 23. V prvi vrsti je izhodiščno stanje, se pravi, gradivo je medodelčno izposojeno v gostiteljski oddelek, rezervirano je v matičnem oddelku, z prevzemnim mestom v tretjem oddelku. To je v prvi vrstici, vrnili pa bomo izposojeno gradivo v tretjem oddelku. Spremenila se bo medodelčna izposoja in status V bo nastal v tretjem oddelku. Poglejmo si natančneje. Nahajamo se v matičnem oddelku, najprej napravimo medodelčno izposojo, hkrati napravimo rezervacijo v matičnem oddelku, s tem, da napravimo prevzemno mesto v tretjem oddelku. Zdaj se preselimo v gostiteljski oddelek. Tukaj najprej izposodimo gradivo in pogledamo izhodiščno stanje. Se pravi, medodelčno izposojeno v gostiteljski oddelek 2, izposojeno in rezervacija v matičnem oddelku. Zdaj se premaknemo v tretji oddelek in v tretjem oddelku gradivo vrnemo. Opozorilo. Še eno opozorilo. In zdaj pogledamo, kaj se je zgodilo z rezervacijo. Se pravi, rezervacija, nahajamo se v tretjem oddelku, imamo rezervacijo V z prevzemnim mestom Vodice. Pogledamo natančneje. Se pravi, imamo medodelčno v tretji oddelek in status V tretjem oddelku. Sedaj normalno izposodimo in nadaljujemo postopek